grem tja. In Tu smo na Društvu gluhih in naglušnih v Novi Gorici. Kakšna je tvoja vloga tukaj, Vladan? Kaj tukaj delaš? jaz sem že dolgo let član tukaj, že kot mlad, kot otrok sem tukaj postal član. Začelo se je z dedkom Mrazom, s prihodi na dedka Mraza in potem tako naprej se je nadaljevalo to srečanje. In v društvu se dogaja veliko aktivnosti, naprimer kultura, šport, izleti, predavanja, delavnice, veliko stvari in je zelo pomembno, da smo gluhi med sabo, da se družimo, ker s tem si delimo informacije in tudi druženje, ker drugače bi bili bolj izolirani. Tukaj pa si izmenjujemo informacije in se srečujemo. Ste zelo aktivni na različnih področjih, Vladan, od gledališča do filma. Se tudi drugi člani društva tako aktivno udeležujejo drugih aktivnosti? Ali ste vi takšen tip, da želite biti aktivni prav povsod? Imeli smo 50. obletnico društva, takrat sem prvič v gledališki skupini igral v programu. In iz Ljubljane, iz Zveze, kjer je gledališka skupina Tihe stopinje, so me videli in so me povabili k igri, k sodelovanju, ker sem dobro igral. In od takrat naprej sem začel sodelovati v gledališču, in to je zdaj že 12 let in aktivno sodelujem in na društvu in na zveznem nivoju, se pravi v tej gledališki skupini Tihe stopinje, in hodimo na razne prireditve, festivale. In kje? In zraven pa tudi sodelujem z Aleksandrom Grumom, kjer smo začeli z skupino s pomočjo Rotary kluba na gledališkem področju sodelovati in kasneje potem tudi na filmskem področju, da bi prikazali življenje invalidov, kakšno je, da se vidi, da imamo tudi veselje, kulturna področja, na šaljiv način, da lahko slišeči, invalidi, neinvalidi skupaj sodelujemo in nekako na enakem nivoju razvijamo. Kako se gluhi sooča s težavami, recimo, ko ste bili mlajši? Katere so bile vaše težave v ta svet, vsakdanji svet življenja, v vsakdanjo družbo? S čim ste se najbolj ukvarjali? Kaj vas je najbolj pestilo? Največji problem je bil, ker nismo imeli pravico do tolmača. To je bilo takrat zelo težko. Recimo obiski pri zdravniku, komunikacija ni bilo reda. Strokovne besede, pisali so nam na listke in so bile strokovne besede in so nam bile nerazumljive. In zato je dobro, da imamo tolmača, da potem pride do prave komunikacije, ker lahko pride recimo do napačne izdaje tablet zaradi nerazumevanja. Pa tudi gluhi nimamo istega znanja oziroma iste izobrazbe in tudi potem ne razumemo vse na istem nivoju. Nekateri stvari bolj razumejo, nekateri stvari manj razumejo in je zato ta težava bila takrat zelo velika, ko smo bili brez tolmača. In pa je pa še vedno problem, da ponekod zdravniki še ne prav sprejemajo tega, da imamo tolmače. In tudi recimo na šolskem področju imamo zakon, ki daje pravico do tolmača, ampak se ne uveljavlja, ne pride do tega. Tudi spomnim se takrat, ko sem bil majhen, problem je, da je treba mlajšim prikazati tudi problematiko gluhih, da potem pri otrocih, ko odrastejo in spoznajo problematiko gluhih, lažje to razumejo, ko se sami zaposlijo in pridejo v stik z gluhimi. Vedno več je tega, da se osvešča, da se predstavlja invalidnosti, se pravi ali gluhe, ali slepe, ali ljudi na vozičku, invalide, paraplegike, da hodijo obiskovati in vrtce in šole, da otrokom predstavljamo to problematiko.
No, Vladan, kljub težavam recimo pri tej komunikaciji, morda o tem še kaj povemo, ampak vi ste se uspeli izobraziti. Slišali smo recimo prav sedaj ob tem mednarodnem dnevu gluhih letošnjem, da imate malo možnosti, da bi se izobraževali na višjih, visokih stopnjah šolanja. Do kod ste vi prišli? Jaz sem hodil v osnovno šolo v Zavod za Portorož in potem, ko sem to končal, sem moral iti v Ljubljano, se izobraževati, ampak na zavod tudi, kjer pa so bile možnosti samo 4 poklicev, mizar, kovina, kovinska smer, šivilja in grafična smer. Samo te 4 možnosti so bile takrat ponujene, nič drugega. Za izobraževanje gluhih, to je pač država določila in zavod je dal tako ponudbo. In potem si ti si takrat izbral mizarstvo. Hotel sem kaj drugega, ampak ni bilo in potem nekaj je bilo treba izbrati in sem potem opravil te 4 leta mizarskega poklica in sem šel v službo. Ampak potem sem si želel pridobiti višjo izobrazbo na 5. stopnjo, da bi bil tehnik, tako da, ker je bila težava zaradi službe nižje izobrazbe in tako naprej. Je pa bil problem ravno v službi ta, da recimo strojev nisem slišal, pa me zaradi tega niso hoteli kam vzeti, ker je bila ta ovira ropota in tako naprej. In sem rekel, moram pridobiti višjo izobrazbo in sem šel nazaj v Ljubljano, še 2 leti, dopolnil izobrazbo na 5. stopnjo in potem sem pa hotel iti na fakulteto. Ni bilo nobenega, sam sem bil takrat in takrat ni bilo pravice do tolmača. In je bila to velika težava. Želel pa sem si fakulteto. Rabil bi zapisnikarja, nekoga pač, da bi me spremljal, oziroma tudi tolmača. In tega takrat ni bilo, ker slišeči so delali svoje zapiske in potem sem moral to kopirati, pa potem spet nekoga drugega in ti zapiski so bili različni in nisem vedel, kateri so pravilni. Kdo bi mi lahko pomagal takrat, da bi imel nekoga, ki bi mi razložil oziroma stalne zapiske delal, to je bilo zelo težko in sem 3 mesece vztrajal, vendar sem ravno zaradi te ovire potem to pustil, ker tega ni bilo moč doštudirati.